Hvala za povabilo na tole okroglo mizo, ki ima zelo pomenljiv naslov, ki bi ga lahko tudi razložili. ZZZS je tisti, ki ima neko čudežno zdravilo, ki bo dejansko odpravljal vse bakterije in viruse tega zdravstvenega sistema in potem bomo rešeni. Vendar ni čisto tako, ker ZZZS je samo eden od podsistemov deležnikov v zdravstvenem sistemu in svoja pooblastila tudi dosledno izvaja. In jih bom tudi v nadaljevanju navedla. Je pa problem, da imamo v zdravstvenem sistemu tudi ostale deležnike, ki imajo tudi zakonska pooblastila, pa se morda preveč vpletajo v delovanje, avtonomnost delovanja ZZZS-ja in ne izvajajo tiste osnovne svoje vloge, ki bi jo morali. Tako da jaz bi mogoče najprej samo še nekaj podatkov konkretnih predstavila, ki sem si jih zapisala na osnovi razprav. Zdaj, ZZZS ni enako zdravstvena politika. Zdravstvena politika, vemo, kdo je in je tudi po, mislim, da 50. členu Ustave tista, ki je odgovorna, dolžna postavljati zdravstveni sistem in ga upravljati. ZZZS ima drugačna pooblastila. Zdaj, ko govorimo o financiranju, tule nimam kaj dodati, kar je profesor Dušenovič izpostavlja, lahko pa stvari konkretiziram. V zadnjih 5 letih, od leta 2019 do 2023, se pravi predno smo v našo blagajno dobili dodatna sredstva na osnovi ukinitve prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, smo iz naše blagajne s transferji financirali za 1,53 milijarde dodatnih transferov, plačil, obveznosti. Pa jih bom zelo na kratko opredelila, da boste vedeli, kam smo namenili. V zadnjih 5 letih 0,5 milijarde se je zdravstvena politika v okviru splošnega dogovora oziroma uredbe odločila in namenila za boljše vrednotenje obstoječih programov zdravstvenih ali za širitve zdravstvenih programov, brez da je za to zagotovila dodatne vire. Več kot 300 dodatnih milijonov smo namenili samo za plače v zdravstvu, samo v teh 5 letih. Potem pa še okrog 200 milijonov že za omenjeno plačilo po realizaciji. Skratka, 2/3 od te 1,5 milijarde so bili transferi, ki nam jih je kot obveznost naložila zdravstvena politika vlada, brez da je ob tem tudi zagotovila dodatne vire. In ko govorimo o vrednotenju ali pa najprej plačah, recimo, ni 40% odhodkov za plače. Naj izpostavim, da v letošnjem letu bomo za zdravstvene storitve namenili 3,5 milijarde, v kalkulaciji cen stroškov pa je strošek dela, tako kot ste rekli, v Evropi od 55 do 60%, torej lahko izračunamo, koliko damo za plače v zdravstvu. Tako da z tega vidika mislim, da ni tule nič narobe. Narobe pa je to, kar pa neprestano izpostavljamo, da se vsa ta pogajanja za višje plače vedno ustavijo samo na pogajanjih za več dodatnega denarja, nikdar pa nismo ugotovili, kaj smo za to 1,5 milijardo ali pa za 310 dodatnih milijonov v zadnjih 5 letih za plače,
več dobili ob dejstvu, da je na sekundarnem nivoju v zadnjih 15 letih za 50% več zdravnikov, storitev mislim, da za okrog 10%, trenutno imamo težave na primarnem nivoju. In ZZZS je tisti, ki je skupaj z prijavo generalnega direktorja na razpis pripravil tudi predlog ukrepov, kako reševati naprimer najprej primarni nivo zdravstvenega varstva. Mnogo možnosti je, vendar smo tu zelo, zelo togi. Mi o teh nefinančnih ukrepih neprestano govorimo. In zakaj imate zdravniki težave, ki morate razlagati, dostopnost je takšna, kot je? Ja, ne vem, če ste res čisto odmaknjeni ali pa nevključeni v to težavo, kajti vedeti moramo, da 30 do 40% napotitev v obravnave na specialističnem nivoju je neindiciranih. To je dokazano, se pravi, in to smo dokazali tudi z nacionalnimi razpisi, ko smo ugotovili, da je 40% bilo takšnih, ki so storitve že opravili. Kar pomeni, da mi sploh nimamo pravih podatkov o številu čakajočih, o dolžini čakalnih dob in da nam sistem e-naročanja ne funkcionira. In naprej, ko govorimo o teh napotitvah, je tu dejansko ključen faktor zdravnik napotovalec, ki bi verjetno bistveno lažje in indicirano napotoval, če bi imel pripravljene dosledne klinične smernice. O tem smo se zdaj parkrat pogovarjali in dejansko medicinska stroka sama je priznala, kliničnih smernic ni, saj jih ni dosledno na vseh dejavnostih in to je velik problem. No, in ko govorimo o ukrepih zdravstvene politike, vlade, je ZZZS tisti, ki je vedno opozarjal, da določeni ukrepi ne bodo prijeli. Opozarjali smo predlansko leto, ko je bila akcija Vse plačamo po realizaciji, jasno smo povedali, ne bo šlo. Opozarjali smo 2017, 2019, ko so se pogajali vlada s sindikati za limit 1895 glavarinskih količnikov na primarnem nivoju. Jasno smo povedali, nimamo pogojev, zaradi tega, ker zdravstvena politika, izobraževalni proces ni zagotovil zdravnikov, ki bi ta manko zaradi znižanja tega normativa pokril. In zdaj imamo to, kar imamo. In dejansko nimamo mreže postavljene tako, kot bi bila optimalna, racionalna. Mi bi imeli veliko možnosti za prihranek, tudi če bi dejavnosti izvajalce specializirali. In zdaj, da se prestavim na Avstrijo, Nemčijo, ja, obe imata prav tako kot Slovenija Bismarckov model zdravstvenega varstva. Jaz pač trdim, da gre za najboljši model za zavarovane osebe, vendar težavo imamo, ko ta model vgradimo v sistem, ki pa je neučinkovito voden, upravljan, organiziran. In zaradi tega sem prepričana, da imamo v tem našem sistemu še možnosti, še izzive in žalostno pa je to, da se mnoge države, tudi Avstrija je prišla pa je kopirala naš model preventive, ki je odličen. Španija preslikala naš model družinske medicine in vse to funkcionira v teh državah, kjer dejansko sistem je ustrezno voden. Žalosti me pa to, da nekateri ključni strokovnjaki Evrope postopoma ne uvrščajo več Slovenijo v tako imenovano skupino za Bismarckovimi modeli. In zakaj pri nas te stvari ne funkcionirajo? Zaradi tega, ker vsak
deležnik oziroma podsistem ne odigra svoje vloge. Politika se ne more in ne bi smela vključevati v dejansko pristojnosti, naprimer ZZZS-ja. Mi smo prepričani, da z večjo avtonomnostjo smo sposobni prispevati tako k rednemu posodabljanju modelov, kakor tudi cen, seveda ob pogoju, da bodo izvajalci tudi odigrali ključno vlogo, ki jo doslej še niso, da bodo delali stroškovne analize, spremljali stroške po storitvah, kajti le to je lahko osnova za izračun realne cene. Ne pristanemo na pavšalno diktiranje, ta storitev je podcenjena. Vedno zahtevamo kalkulacije. In dejansko aktivni kupec je tisti, ki se bo pač z izvajalci pogajal za cene. To trenutno zdaj v zadnjih 5 letih že drugič delamo na področju akutne bolnišnične obravnave, se pravi SPP-jev. Zakaj že drugič? Zaradi tega, ker imamo od 2004 avstralski model obračuna za akutno bolnišnično obravnavo, ki je povzel takratne njihove cene in jih mi v 20 letih nismo uspeli posloveniti. To pa zaradi tega, ker je zavod to pristojnost dobil šele, mislim, da leta 2015, takrat smo poskušali potem v 2019, pa zdaj poskušamo drugič, vendar problem je, da če tu zdravstvena politika ne bo odigrala svoje vloge, kar pomeni, da ne bo dovolila, da tisti, ki bodo morda nekaj izgubili, ker imajo nekaj precenjenih programov, drugi pa, ki imajo podcenjene, pridobili in bodo na ta način, na nek način izigrali ali pa ne želeli uveljavljati teh sprememb, potem enostavno tu premikov ne bo. Tako da aktivni kupec je tisti, na katerega je ZZZS pripravljen, ga je pripravljen izvajati, seveda pod pogojem, da bo zdravstvena politika izvajala aktivnosti, ki nalaga ustava, izvajalci pa tudi, da bodo tiste storitve, tiste programe, ki jih mi dejansko želimo kupiti od izvajalcev in za te programe tudi podpišemo pogodbe, tudi opravlja. Zdaj se pa dogodi, da izvajalci dejansko pogodbenih obsegov niti ne realizirajo. Potem se pa sprašujemo, zakaj so izgube.